Našo družino je poplava zadela, smo bili na dopustu v kampu v bližini Mozirja. Zgodilo se je zelo hitro, nismo mogli domov. Na srečo so nam ljudje pomagali, pa smo lahko šli v eno stavbo, kjer ni bilo vode pa elektrike, ampak je pa bilo zatočišče. In smo tam preživeli prvih 24 ur. Drug dan smo lahko prišli domov in naleteli na razdejanje tukaj na Koroškem, Prevalja. Grozno je videti, kaj lahko naredi tako opustošenje, tako silo se je uničenje zgodilo. Je pa ganljivo do solz videti vse te ljudi, ki so se brcnili nazaj, ki so se odprli, vzeli stvari v roke, vzeli lopate v roke, rokavice in šli v akcijo. Po drugi strani, kot zaposleni v Greenpeaceu, se pa zavedam, da moramo razmišljati in da moramo imeti tudi širšo sliko v mislih. Kar se nam je zgodilo, je naravna nesreča, ampak tudi ni naravna nesreča. Starejši ljudje povedo, da se take stvari v preteklosti niso dogajale. Podnebje je ponorelo, preprosto je preveč ogljika v zraku, preveč nafte smo pokurili, preveč premoga, preveč zemeljskega plina. Ampak, če hočemo res pomagati ljudem, če hočemo se pravilno odzvati, če hočemo biti pametni, moramo celovito. Ampak, če bojo vode samo še močnejše, požari močnejši, če bo neurja vsako leto močnejša, zaradi tega, ker kurimo še več nafte, še več premoga, še več plina, nismo naredili dovolj. Ne more zgraditi dovolj visokega zidu, da te reši pred tisočletnimi poplavami na vsakih nekaj let. Danes uporabljamo fosilna goriva, ne da se brez njih, res je. Ampak jutri, drugo leto, naslednjih 5 let, naslednjih 10 let, pa moramo stran od tega. Sončna energija, vetrna energija, nove rešitve so tukaj, pa niti niso toliko nove, drugi jih že uporabljajo in tudi mi jih moramo. In še bolj. In če hočemo res spoštovati vse te ljudi in vso to nesrečo, ki se je zgodila, moramo ukrepati celovito, na vseh frontah. In ena od front je podnebna fronta. Prizadetih ljudi, prizadete regije ne smemo pozabiti nekaj tednov kasneje, ko bojo mediji pokrivali druge stvari. Težave bojo ostale. Če ne bomo naslovili podnebne krize, če ne bomo začeli zmanjševati tega glavnega problema, zakaj je podnebje ponorelo, zakaj je vreme ponorelo, nismo naredili dovolj.